Tisti, ki ste v življenju že kdaj hujšali, pa ne mislim za kilogram ali dva, gotovo veste, da je človek po izgubi odvečnih kilogramov mnogo lahkotnejši, počasneje se utrudi, je okretnejši, konec koncev tudi manj porabi. Ker ta praksa pri ljudeh deluje vedno in brez izjem, so se takšne diete tokrat lotili tudi pri Mazdi in pri njihovem najnovejšem CX-5. Skupko novih rešitev so pripeljali oznako Sky Active, zanj pa trdijo, da je res nekaj posebnega. Lotili so se motorja, menjalnika, podvozja in karoserije, zaradi česar je avtomobil lažji, motor pa bolj varčen. Govora o tej tehnologiji Sky Active je celo toliko, da so na ostale lastnosti avtomobila povsem pozabili. In res me zanima, koliko dejansko v praksi porabi ta avtomobil, najprej po mestu. Pri Mazdi trdijo, da ta avtomobil povprečno porabi le 5,5 litrov goriva na 100 prevoženih kilometrov. In to kljub štirikolesnemu pogonu, kljub najmočnejšemu 2,2-litrskemu dizelskemu motorju in kljub samodejnemu menjalniku. In CX-5 sploh ni majhen avtomobil, saj v dolžino meri skoraj 4,6 metra. Pri Mazdi zatrjujejo, da je ta avtomobil za 250 kg lažji, kot bi bil brez vseh teh inovativnih rešitev. Tale z največjim motorjem v nosu in samodejnim menjalnikom tehta 1600 kg. Za karoserijo so uporabili lažje in bolj čvrsto jeklo, povsem na novo skonstruirali podvozje, ki obljublja več vozne dinamike in je ravno tako lažje. Mimogrede, sem že na podeželju, kjer moram reči, da se CX-5 res lepo pelje. Čeprav je nos vseeno malce težji, kot sem pričakoval, je pa splošen občutek dober. Tudi volan zelo komunikativen. Menjalnik je bojda hitrejši, ampak takole v praksi deluje povsem povprečno hiter, motor pa ima najmanjše kompresijsko razmerje med vsemi serijskimi dizli na svetu. Meni osebno je bolj pomembno to, da s pomočjo dveh turbin deluje lepo zvezno in je tudi lepo uglajen. Evo, in zaključujem tudi z avtocesto. Ok, končna kalkulacija. V mestu mi je kljub sistemu start and stop CX-5 porabil 8,3 litra, na podeželju je bila poraba 6,5 in na avtocesti 7,3. Poprečno se boste vozili s porabo nekje med 7 in 8 litri, kar je kljub vsemu pompu povsem poprečen rezultat. Očitno je CX-5 potreboval vse te tehnologije, da sploh lahko drži korak z ostalimi tekmeci, ki takšno porabo že dosegajo. Dejansko me pri motorju najbolj presenetilo to, da brez posebnih aditivov ustreza Euro 6 normativom. Da še sam ne pozabim na ostale lastnosti avtomobila. V tej najvišji stopnji opreme je dodobra založen z dodatki, zato je notranjost prijetna, sodobna in predvsem dobro sestavljena, končno pa je tudi ročica ročne zavore našla pravo stran. Kljub 19-palčnim pneumatikam je avtomobil dovolj udoben, na terenu pa me je prepričal z 21 cm oddaljenostjo od tal in lepim požiranjem neravnin. Čeprav ga boste na terenu videvali redkeje kot pred kakšno opero. Kdo pa bi želel 36 tisočakov praskati med vejami?